Gledate Gorenjska poročila na GID TV. Javno tribuno organiziramo predvsem, glavni razlog je ozaveščanje. Tako da to je naša druga javna tribuna, po lanskoletni, ki je bila namenjena debelosti in negibanju. Se nam zdi, da je pa področje Medenice eno izmed tistih področji, ki je ravno tako zelo zapostavljeno. To je namreč področje, na katerem veliko sedimo, se ga ne zavedamo in je nek tak temelj med našimi stopali in med zgornjim delom telesa in kot tak dober temelj ga moramo tudi mu namenjati posebno pozornost. Tako da glavni razlog je ozaveščanje. Zdrav način življenja pomembno vpliva tudi na predel, kot sva že omenili, medenice in medeničnih mišic. Na kakšen način lahko torej pomembno vplivamo na zdravje naše medenice? Jaz bi rekla, da je prvi korak ta, da vsaj nekaj minimalnega in osnovnega v tem področju vemo, da se ga zavedamo in da seveda znamo prepoznati vse tiste signale, ki nam jih telo sporoča v smislu nekega neravnovesja. Torej, če govorimo o inkontinenci, neka kapljica, ki uide, ne pomeni, da se bo stanje s časoma izboljšalo, vkolikor mu ne namenjamo pozornosti, ampak je potrebno poiskati prave vzroke, zakaj se to dogaja. In ravno zaradi tega tudi javna tribuna, namreč vsem dobro poznane keglove vaje, se velikokrat izkažejo za neučinkovite. Mogoče je en razlog ta, da ljudje ne vejo, kako jih natančno izvajati. Drugi razlog je pa ta, da enostavno telo deluje sinhrono samo, kolikor je povezano. In to povezanost pač s tem našim pristopom pomagamo posamezniku najti tudi mi. Tema je sodobna ženska. Kaj pa moški? Je predavanje namenjeno tudi njim? Se ga lahko udeležijo tudi moški? Ja, seveda, lepo vabljeni tudi moški. Mi smo se mogoče resnično z naslovom teme javne tribune mogoče malo bolj obrnili proti ženskam, ker so tudi ženske tista populacija, ki ima kljub vsemu več težav. Ne smemo pa zanemariti dejstva, da moški o tem zelo neradi govorijo in mogoče zaradi tega statistično manjša težava pri njih. Naše izkušnje pa kažejo, da je to vsekakor problem, ki se tiče ženskih in moških. Tudi eden izmed predavateljev bo moški, tako da lepo vabljeni tudi oni. Dogodek je brezplačen in bo vseboval predavanja različnih vrhunskih predavateljev. Kdo vse bo predaval? Ja, z nami bo ponovno, tako kot lansko leto, inovatorica body tehnike, magistra kinezologije Ana Marija Jagodič Rukavina. Ona prihaja iz Zagreba in ona bo predstavila celoten koncept, integrirani koncept body tehnike za to našo ciljno problematiko. Z nami bo ginekolog dr. Saša Đukanović iz bolnišnice v Ptuju, s katerim tudi sodelujemo. Seveda bo njegova tema mogoče tokrat malo bolj usmerjena v predstavitev nekega medicinskega vidika, kakšne težave obstajajo v tem predelu, kako jih rešiti. In pa seveda jaz, ki pa tokrat malce bolj stopa v vlogo nekega povezovalca in nekega predstavitve oseb, ki so z nami naredile dober rezultat. Torej, za konec, če še enkrat povabiva naše gledalce, kje in kdaj bo potekala javna tribuna? Ja, javna tribuna se bo zgodila v četrtek, 30. marca, ob 17. uri se prične v predavalnici Osrednje knjižnice v Kranju. Tako da vabljeni vsi, bo zabavno, poučno, veselo, sproščeno in mislim, da se bomo vsi skupaj naučili nekaj novega in koristnega.